Dragi gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, nova košarkarska sezona je pred vrati in temu primerno jo bomo ovekovečili tudi na Areni Sport. Začnimo z AS podcastom, ki ga bomo danes posvetili Ligi ABA, katere prvo kolo je na sporedu ta konec tedna. Temu primerno smo zbrani v Areninem studiu, stari znanci ABA parketov, Dani Bavec, Mirko Mulalič in Saša Dončić. Lepo pozdravljeni. A je bilo poletje prekratko, glede na to, da so se vremenske razmere hitro zdaj spremenile, oziroma te počitnice od basketa, ali bi še kak teden kasneje se lahko liga začela? Ne more se, ker je zdaj 16 v tej sezoni, tako da so morali so prej začeti. Smo bili pa navajeni, a mene bolj všeč ta ritem, da se oktobra začne. Ampak mogoče se bomo k temu vrnili naslednje leto. Ja, v ABA ligi imamo letos kar nekaj novosti. V bistvu po eni strani novosti, po drugi strani pa vse po starem. Vsaj po mojem skromnem mnenju imamo dva beograjska kluba, ki sta glavna kandidata za prvo mesto. Imamo dva novinca, Spartak Office Shoes Subotica in pa klub iz Dubaja. Imamo pa tudi Slovenci dva svoja predstavnika. Pa dajmo začeti kar pri slovenskih predstavnikih, Cedevita Olimpija in Krka. Obe ekipi sta kar Mirko spremenjeni vstopata v letošnjo sezono. Pri obeh najverjetneje je kar pričakovano, da je prišlo do kar nekih sprememb, pri obeh tudi nov trener. Kako ti vidiš, kje bo ta slovenska kluba kotirala v letošnji sezoni? Ja, zelo težko je to povedati, ne. Preden se vse skupaj začne, preden ne vidiš par nekih resnih tekem obeh slovenskih kandidatov. Vidim pa neke osvežitve, ki me v bistvu kar nekako napolnijo z nekim pričakovanjem. Jaz bi kar rad čim prej videl, kako to zgleda. Olimpijo sem že imel priložnost gledati in mi je precej bolj všečna kot pa recimo zadnjo sezono. In mislim, da so mogoče začeli končno nekako graditi in postavljati pravilne temelje za prihodnost. Saša, zdaj pri Olimpiji smo mislili pred par leti, da so na pravi poti. Takrat, ko je prišlo tudi do tega četrtfinala v Evropskem pokalu in tako dalje. Pol je prišlo ta neka, dajmo reči, kriza, lanska sezona, ki je bila bolj kot ne za zbrisati. Letos se je vse začelo znova. Misliš, da je to potencial, da končno dobimo neke kontinuitete v klubu, ali je bolj kot ne po tvojem mnenju ekipa sestavljena na način, da bo preživela to sezono in pogremo spet v prenovo z drugim letom? Dobro, res zdaj detalje teh sestavljenih ekip, res ne vem. Prvo bi rekel, kar se tiče Krke, tlele bi se malo nehvaležno napovedovati, ampak mislim, da Jakara, s prihodom Jakare je vse trener, ki je v zadnjih letih dokazal, da je dober trener, da se bo to absolutno popravilo glede na lansko sezono, ko vemo, da je imela tudi Krka sicer par dobrih tekam, ampak večinoma je bilo, da rečemo, slabših tekam. Enostavno situacija, kakršna je, tudi ta reorganizacija oziroma nov sistem ABA lige jim je omogočil, da ostanejo še zmeraj v tej prvi ABA ligi, tako da od Krke absolutno pričakujem veliko več kot lani. Je pa res tudi to z Olimpijo, vse pa strinjam tukaj z Mirkotom, da letošnja sezona seveda s prihodom in novega športnega direktorja in novega trenerja nekako že od samega štarta daje to neko, da rečemo, neko upanje, da bo ta sezona dobra, da bo veliko boljša. Vemo, da lani mislim, da so zmagali celo eno tekmo samo v Eurocupu. Jaz verjamem, da se v letošnji sezoni to ne bo zgodilo in vse tukaj tudi strinjam s tabo, da sta beograjska kluba oba favorita, ampak tale Olimpija letošnja, saj to, kar so pokazali v teh nekih pripravljalnih tekmah, bi znala mogoče kle malo zamešati štrene komu od teh glavnih favoritov. Tukaj seveda ne smemo pozabiti budućnost. Jaz tukaj ne bi niti spustil Dubaja. Dubaj je zelo dobra ekipa, mi deluje Golemac, vemo, da zna sestaviti ekipo, tudi pokazal je že v prejšnjih letih, sploh v ABA ligi, je presenetil predvsem Siks Primorsko, tako da letošnja ABA liga zna biti zelo zanimiva. Kar se tiče pa Olimpije, vsem bi rekel tako, mi skozi poudarjamo oziroma kle po Sloveniji se skozi govori mladi. Jaz sem to 100-krat rekel, Olimpija je ekipa, ki mora loviti rezultat. To ne pomeni, da ne morejo igrati mladi, ampak seveda tisti mladi, ki lahko konkurirajo Zvezdi, Partizanu, v budućnosti tem močnejšim ekipam. Zdaj, se bojo še kle mladi umešali, ali ne bojo, to mislim, da
je stvar predvsem kluba, ampak tale ekipa se mi zdi vseeno konkurenčna. Meni se zdi, da je ta floskola, dajmo več priložnosti Slovencem, dajmo več priložnosti mladim, ne, je v bistvu pol vprašanje, kje Slovence pripeljati v Olimpijo? Pa vse to je, bom rekel, že tudi v reprezentanci sem gledal, so bili razni komentarji, pa ne vem, kva so vse. Najlažje je govoriti iz kavča, dajmo pripeljati, in točno to, dobro vprašanje, koga? Bodimo pošteni, povejmo, kdo je v tem trenutku od mladih sposoben, govorimo o slovenskih igralcih, igrati na nivoju AB lige konkurenčno. Ne da ima minutažo, pa da rečemo si bravo, igral je 20 minut, pa vse tekme zgubiš. Olimpija si to enostavno ne sme prvošati. Zato so drugi klubi v Sloveniji, igra se Slovenska liga, ki je po kvaliteti slabša od AB lige, ampak je pa super za razvoj teh mladih igralcev. Dani, pogovarjali smo se, gledal si malo ta turnir, ki se je dogajal v Tivoliju, kjer je Olimpija odigrala proti dvema Euroligašama, proti Bayernu pa Panathinaikosu. Pač ekipa je, mnenje mnogih je, da je ekipa veliko bolj povezana. Mogoče je to posledica tega, da so se letos prej dobili, da so prej začeli pripravljalno obdobje, da so bili dalj časa torej skupaj. Tudi te novinci, Američani so se zgleda solidno vklopili v ta sistem. Mitrović je postavil nek sistem, dajmo reči, ki načeloma funkcionira, in tudi ta obet proti boljšim ekipam, proti res močnejšim ekipam je bil dosti pozitiven. Kaj ti misliš? Ja, po eni strani se seveda strinjam z vsem tem, po drugi strani bi pa tako, kot je Mirko rekel, to so pač pripravljalne tekme in ne bi preveč pomena, oziroma to, kar smo videli na tem turnirju, nam služi kot nekakšna predjed za to, kar prihaja, in tako kot sta ona dva zdaj že omenila, jaz tudi komaj čakam, da se ti fantje preizkusijo v, bi rekel, pravih tekmovalnih razmerah, ker pač to imamo res že dolge izkušnje s temi pripravljalnimi tekmami, ne nazadnje, preden so vstopili v najslabšo klubsko sezono zadnjega obdobja, so pa Panathinaikos recimo premagali na pripravljalnih tekmah, tako da ne bi preveč pripisoval neke teže. Mislim, da to, kar ste vsi omenili, drži. Mislim, da se vidi delo novega športnega direktorja pri sestavljanju ekipe. Mislim, da se na nek način tudi vidi nov trener, ampak več kot to si pa ne bi drznil. Tudi te razleteni Američani, imamo tudi že dolge izkušnje s tem, da se ne nujno te pripravljalne tekme ne prevedejo v nekakšno tekmovalno sezono. Jaz upam, da so v strokovnem štabu uspeli nekako hkrati pozabiti lansko sezono, hkrati pa tudi opomniti svoj igralski kader, da si podobnih blamaž v tej sezoni ne morejo ali ne smejo privoščiti. Tukaj ciljam direktno na to eno zmago v Evropskem pokalu. Hkrati pa tudi mislim, da bo za Olimpijo letos ena nova okoliščina, in to je, da bo teže priti med prve štiri. Ker vemo, da je med prve štiri vedno bil nekako okvir Cedevite Olimpije, ker pač na oba beograjska kluba sta definitivno korak pred vsemi. Tudi letos bo tako, kljub temu, da Partizan ima recimo skoraj popolnoma prenovljeno, v bistvu ima popolnoma prenovljeno ekipo. Tako da ja, pričakujem, da bodo vse te stvari nekako bdele nad olimpijnimi predstavami, ki jih pričakujemo zdaj v začetku nove sezone. Strinjam se pa tudi s tem, da bom sam na hitro rekel, da je Krka letos drugačna, da deluje drugače, in da sem tudi jaz vesel, da je Jakara dobil ta posel. Tudi nekateri igralci, ki so prišli v Krko, se mi zdijo dobre okrepitve, in predvsem pričakujem malo bolj entuzijastičen tekmovalni naboj novomeške zasedbe, ker mislim, da je to lani malo škripalo. Ja, omenil si tudi ta boj za top 4, kar bo najverjetneje težje. Mislim, da si Sale ti rekel, da je Dubaj sestavil dosti dobro ekipo. A ste zdaj, ABA liga je imela v preteklosti že nekaj teh, dajmo temu reči, poskusov, neke razširitve. Makabi je igral, na primer, ABA ligo, pa se to je relativno hitro končalo in tako dalje.
A mislite, da bo Dubaj postal ena stalnica v ligi, ali je to spet ena zasilna rešitev za njih, dokler ne pridejo do stadija, ne vem, Euroligaša, to, kar pač je seveda njihov dolgoročni načrt? To, kar imamo izkušnje, zdaj seveda iz drugih športov, ampak bližnje vzhodne računice imajo ponavadi daljši kredo, za razliko od poskusov kitajske nogometne lige in še nekaj teh poskusov, kjer smo videli, da se nekako z umetnimi injekcijami financ skuša nekaj vzpostaviti. Treba je vedeti, da bližnji vzhod je poln denarja, ampak res poln denarja, to se mi težko predstavljamo. In oni imajo seveda drugo motivacijo. Oni imajo, na hitro povedano, imajo samo denar. Nimajo pa dostopa do, bi rekel, enih takih zelo ekskluzivnih gospodarskih krogov in kot se je večkrat že pokazalo, je šport dober transformator tega in na to oni ciljajo in tukaj so pripravljeni dlje časa počakati. Tako da jaz mislim, da vsi poznamo računico, ne? Oni hočejo Euroligo, da bi hotelo Euroligo, morajo igrati neko matično tekmovanje v Evropi. To, da so se za ABA ligo dogovorili, je nekakšen logičen korak v to smer in jaz osebno pričakujem, da to ni zgodba, ki se bo izpela v 2-3 letih. Mirko, kaj ti praviš o sestavi ekipe v Dubaju? Ne? Mislim, ene par zame kar presenetljivih okrepitev, naprimer Davis Bertans je podpisal za Dubaja, ne? Pa imamo Andžušiča, pa imamo Prepeliča, pa Golemac je postal trener. Pričakoval sem, da bodo sestavili dobro ekipo, ampak mogoče ne toliko pod narekovaji zvezdniško, kot jim je na koncu dejansko uspelo. Kje ti misliš, da je njihova meja, oziroma bom vprašal drugače, a je to ekipa, na katero moramo resno računati v boju za top mesta, ker dejstvo je, da Dubaj bo igral samo eno tekmo na teden, torej več časa za pripravo, več počitka in tako dalje in tako dalje. A je to lahko za njih prednost, oziroma bo ta ekipa po tvojem mnenju lahko dost uigrana, da bo konkurirala tudi najboljšim? Pa glede na to, da poznam in sem delal z Jurico Golemcem, ki je zdaj tam trener, meni niti ni presenetljivo, kakšno ekipo so sestavili. Kot prvo, sem tem igralcem je skupni imenovalec košarkarske agencije Beobasket, da si natočimo kozar čistega vina. Se pravi, da so Dubajčani ciljali takoj na najvišje, se je takoj povezali z očitno enim izmed najboljših agentov v Evropi. Tako da te ukrepitve kot prvo niso nobeno presenečenje. A se lahko igrajo? Lahko se, ker tudi Jurica Golemac ne nazadnje je vsako sezono v naši regiji sestavljal ekipo na novo, pa je konkuriral za najvišja mesta. Tako da to jaz mislim, da ne bo noben problem in da bo ekipa Dubaja konkurenčna in se bo borila se prav za eno izmed 5., 4. oziroma 3. mesto z lahkoto. Vidimo pa torej na vrhu teh 5 ekip, če prav razumem, ne? Se pravi Zvezda, Partizan, Budućnost, Olimpija, Dubaj. Ja, vidimo. Ja. Zdaj, jaz ne mislim, da je to zvezdniška ekipa. Jaz mislim, da je to ekipa prekaljenih, relativno stara ekipa, no? Ni čisto stara, ampak prekaljenih borcev, izkušenih košarkarjev. Niso pa to košarkarji, ne vsi, ampak večina niso bili nosilci v svojih prejšnjih klubih. Ne. Ni bil Andžušič nosilc, ni bil Nemanja Dangobič nosilc. To, da so pa Prepeliča, mimo grede, tisti slovenski košarkarji, ki jih iščemo, lani smo ga imeli, ne. Klemna Prepeliča, ampak pol se je zgodilo. Mislim, se Prepelič je mogoče edini posameznik tak, ki bi rekel, to bi Olimpija mogla imeti, pa se vsi lahko mirno in hitro s tem strinjamo. Se ne? Finančno nedostopen. Pustimo finančno, vse zaradi tega najverjetneje igra za Dubaj, ne pa za Olimpijo. To rečemo zato, da če bi se hotel za koga truditi, Slovenca, ki bi ga hotel prepeljati, jaz bi se trudil za Prepeliča, ampak mogoče ima Mirko prav, mogoče je to finančno nedosegljivo, mogoče ima Klemen, sploh glede na pogoje, ki jih je najbrž dobil v Dubaju, je pa res, ne, zdaj tam športni direktor Kaminjašević govori, da njihov proračun ni višji od 4 milijonov evrov, to pač v košarkarskem svetu je treba vedno malo z rezervo vzeti, ker pol dobiš neke druge informacije sred sezone in tako naprej. Ampak vsekakor je pa to konkurenčna ekipa iz prve, ne? In to Golemac ve in tle bo skušal pač sestaviti neko kemijo. Se pravi, če imamo teh 5 na vrhu,
sta še vedno Zvezda in Partizan en korak pred vsemi in je v bistvu to boj za Zame je Zvezda tretje mesto, predvsem. dajmo reči. Kakšen smisel sploh, recimo, čisto realno, ima karkoli vlagati večje zneske oziroma večje budžete ostalim klubom pod Zvezdo in Partizanom? Jaz se čisto sprašujem. Kaj lahko To je dosežeš odlično s tem? vprašanje. Kaj bom, recimo, da sem recimo predsednik kluba in rečem, da sem položil 8 milijonov evrov, da bom tretji, Kar boš najverjetneje tudi z 4 ali pa z 2, ali pa z 2, mogoče. recimo. A z 2 ne boš. Tretji. Cedevita? Bo tretji. Tu ne imamo športnega direktorja, povedal, ne? Ne, jaz vse mislim, da ok, ti če imaš večji budžet, to je absolutno prednost, ampak to niti ne pomeni, če pogledamo lani Zadar, če pogledamo Mego, ki je prišla z zelo mehkim budžetom, pa so bili lahko četrti, to je tako, no, relativno lahko, da ti lahko da 100 milijoni ne boš prvak ABA lige, lahko si pa mogoče, kar je tudi Primorska pokazala 3 leta nazaj, dokler so obstajali, da so z mehkim budžetom, z dobro selekcijo igralcev, so enostavno bili v tistem trenutku, dokler niso razpadali, so bili prvi na lestvici. Tako da jaz tukaj te alibi variante okrog denarja, pa to je res boljš, lažje je pripeljati boljše igralce, lažje se zorganiziraš, ampak mislim, da se da tudi z nekim normalnim budžetom, zato ker vseeno mislim, da je ta področje, da rečem tele bivše Jugoslavije, vseeno še vedno velik bazen z dobrimi talenti in seveda lahko svojo lastno produkcijo, kar seveda Mega kaže že v zadnjih ne vem kolikih letih, enostavno krojiš sam vrh ABA lige. Ampak samega vrha ne? Se to je v bistvu... Zdaj, tako bom rekel, če bi bil neki interes, ampak očitno je v Megi filozofija taka, da se forsira mlade igralce in seveda oni s svojim kadrom praktično iz svojih mladinskih pogonov pridejo praktično v sam vrh, ali so bili četrti. Mislim, Mega je, kar se mene tiče, ekipa z mogoče najboljšo filozofijo, ki jim tudi najbolj sledijo vedno znova. Ne, ampak tudi oni so rabili, ne vem, 5 do 10 let, da so prišli na en nivo, da so prišli na en nivo in potem so to vzdrževali. Tako da je bilo po vmes, so imeli oni isto in uspone in paca, ampak zadnjih par let imajo oni, so skozi med 4, 5, ajde do 6 mesta nekje so. Jaz jih sicer letos ne pričakujem tam, no. Ker to vse, kar ona govorita, je res, ampak mislim, da je tle specifično za lansko sezono treba eno stvar vedeti. Prvič je šla Olimpija na nek mentalni sprehod, od katerega se ni več vrnila nazaj. Druga stvar je, da so imeli v svojih vrstah 2 izmed najbolj nadarjenih igralcev svojega letnika, ki sta bila mimogrede oba izbrana na naboru. Ki sta delala velik posel tam in imeli so Plavšiča, ki je prišel pač direktno iz študentske košarke igrati, se je izkazal kot res odličen center in na podlagi tega si je preigral pogodbo s Crveno zvezdo. Nobenega od teh ne bo letos, ne. Jaz bi malo z rezervo vzel Mego za letošnjo sezono, to, kar so pa naredili lani, je pa za vso pohvalo. Meni je pa po eni strani glih to čar Mege, da vsako leto se v podobnih zadevah lahko pogovarjamo, 2 greta na draft in sta zbrana v ligo NBA, enega prodajo kamorkoli, oddajo pol ekipe in še skozi je Mega konkurenčna, dajmo reči v zgornji polovici lestvice. In neugoden nasprotnik na unih tekmah v nedeljo ob 12. v Beogradu in je pač velikrat težko zmagati. In jaz mislim, da je glih to ena boljših stvari Mege, kot dajmo reči temu popestritev cele lige, ker tisti, ki vknjižijo naprej 2 zmagi proti Megi, se pogosto opečajo zaradi tega. Zvezda Partizan. Oba evroligaša, oba z največjim budžetom, pa mogoče z drugačnim pristopom pred začetkom letošnje sezone. Partizan, ko si Dani rekel, je zamenjal, v bistvu oni so pripeljali 14 novih košarkarjev. Oni imajo totalno novo ekipo. Koliko je tujcev? 8, 9? Ful. Velika večina. Tudi ni enega unga super zvezdnika, kot je bil naprimer Panter, ki je šel v Barcelono. A je trenutno Zvezda še en korak pred Partizanom, vsaj pred začetkom lige? Jaz bi se dotaknil tla lih, to je, se mi zdi, da ključ v naši regiji, da moraš imeti vse domače igralce, ki razumejo kot prvo naboj, ki se dogaja v tej regiji, potem vso to emocijo, strast,
igrati za taka dva velika kluba, kot so Partizan in Zvezda. In se mi zdi, da ima Zvezda tle boljše oziroma bolj srčno ogrodje z domačimi Srbi, ki so povrh vsega še kvalitetni. In to je, mislim, da rak rana Partizana že nekaj časa v teh duelih izmed teh dveh klubov. Ja, kar bo je. Ne vem, mislim, težko je to govoriti. Zdaj, je res Partizan sestavljen praktično iz vseh tujcev, ampak to se spet vračamo nazaj na ono, kar se za Olimpijo rekel. Partizan in Zvezda so klubi, kateri morajo loviti rezultat, ker če ni rezultata, ne bo tudi denarja, ne bo nič. Dejstvo je, ja, ok, Zvezda ima to prednost, ima toliko domačih igralcev, ampak konec koncev v ABA ligi ti lahko igraš z 12 tujci, ne rabiš in v Euroligi, tako da tukaj neke te, je res, da domači igralci bolj spoštujejo derbi, bolj spoštujejo večje naboje, večja motivacija, sigurno, ampak ne vem, tlele, jaz mislim, da bo spet tako, no, 50-50, bom rekel, med Zvezdo pa Partizanom. Je pa res, da mogoče polno naprej, če bo Partizan igral seveda srbsko prvenstvo, tam je pa absolutni favorit Zvezda. A je za vas bilo presenetljivo, da se je Partizan odrekel oziroma pač prekinil pogodbe ali so pogodbe potekle, zamenjal celo ekipo? Mislim, treba je biti pošten. V zadnjih 3 letih je Partizan v bistvu tisto eno lovoriko osvojil v ABA ligi, vse ostalo je bilo pa v bistvu porazi. V vseh finalah in pokalih in državnih prvenstvih in v ABA ligi razen tiste ene lovorike, tako da sigurno je treba vedeti tudi to, da denarja ni bilo malo, se kar nekaj denarja in seveda se zahteva, to je tisto, zahtevajo se rezultati, drugo mesto ne pomeni nič. In absolutno zdaj spet enega ali pa dva menjati, ne vem, se Željko Obradović, mislim, da sem zadnjič eno izjavo njegovo bral tudi v Panathinaikos, ali kje je bil v Fenerbahču, ne vem za točno kjer klub, ko je bil v evropski prvak, je na 7 let zamenjal praktično celo ekipo, tako da Panathinaikos. Tako da, ne vem, po moje je bilo... Pa to so tudi, mislim, minus nekaj članov uveljavljanje evropske košarkarske aristokracije je to vsakoletna realnost košarkarskih klubov. Če že ne celo ekipo, cel roster zamenjati, pa 3/4. Vse, če pogledaš, naprimer, prestope v Euroligi, letos je 70% klubov, ki ima 7-8 novih igralcev. Nič novega. To je vsako leto isto. Jaz osebno bi dal Zvezdi korak prednosti ne zaradi domačih igralcev, ampak zaradi tega, ker so večino ekipe, ki se je lani dokazovala, zadržali. Obenem pa dodali igralce. Meni se zdi, da ima Zvezda ekipo, ki ima rep in glavo. Veš, kdo kaj dela, kakšne so naloge. Tudi tujci oziroma tisti, ki so jih na novo pripeljali, se mi zdi, da so jih z nekim namenom, se pravi, nisi ti pripeljal igralca samo zato, ker je bil na voljo in ker je mogoče malo bolj zveneče ime in pa boš pa videl, kam ga boš zdaj točno vtaknil in bo igral ali ne, kaj točno bo počel. Treba tudi to, kar smo rekli za Mitrovića, da zna sestavljati ekipo, da je verjetno tudi izbiral tujce, ne samo po statistiki, ampak tudi karakterno, kar je zelo pomembno, se mi zdi. Sfairopoulos je res dokazal, da je izjemen trener in tisti, že na koncu sezone si ti lahko videl, kdo praktično bo že odpadel. V glavnem to, kar pa rečeš ti, to, da si ti zadržal pa 70% ekipe iste, kot je bilo lani, sad dodal tisto, kar ti manjka, a Sfairopoulos je tak trener, da točno ve, kva mu manjka. Mogoče boš ti prav, mogoče klej tudi zaradi teh stvari bi jaz dal v Zvezdi. Pride Dobrić, pride nazaj, Kalinić, veš, to sta dva košarkarja, ki v bistvu poznata vse, kar je Crvena zvezda. To, kar je pričakovanja, nič ni treba na novo razlagati. Tukaj mislim, da je Saša zadev žebljico na glavico, Sfairopoulos je res eliten trener, jaz mislim, da se je to lani videl. In tudi mi smo več tekem delala, se je na teh time-outih se je prav videla, veš, če tipček ne popušča. To so bile, da vodstva 20-25 so začeli nekaj malo sanjati, malo počasi igrati, je bilo hitro prerezan. Tam je res zelo jasno zastavljena špura in ne nazadnje bo to prva polna sezona za Sfairopoulosa v tem klubu in zaradi vseh teh dejavnikov jaz Crveno zvezdo vidim kot glavnega favorita. Absolutno se pa lahko 100 stvari vmes zgodi in zdaj ne vem, Obradović že hvali svoje nove igralce, je rekel,
Lani so jih morali prositi, da so prišli na koš metati na proste dneve, ne? Zdaj ima kar nekaj tam igralce, ki so skozi tam, pa se želijo dokazati. Ampak to so neke mali detajli, ki mi zdaj tle razpredamo. Dejansko pa čakamo ta prav tekmovalen del sezone. Vse to bo prvo kolo, Dubaj Zvezda. Ja. To v Dubaju že da se pripravlja velik spektakel, tako da že tukaj se bo videl marsikaj. Zakaj sem mislil, da se navežem na Dobriča, recimo Kaliniča? Zakaj? Jaz pripisujem, ABA liga je specifična liga, zelo fizična, če se malo pošalim, to je organiziran pretep. In taki dve telesi, kot sta Dobrič in Kalinič, pač to je... To išče cel košarkaški svet. Okoli 200 centimetrov. Povrh vsega domača, to je en velik plus. Jaz sem to z tega vidika, sem hotel to poudariti. Jaz bi rekel, da pri Zvezdi Cody Miller-McIntyre je tudi okrepil Zvezdo, ne? Ja, ampak on je nekdo, ki je gor, dol. Je res, ampak naprimer njegova, mimo grede, tudi za Olimpijo je igral, ne? Lanska njegova sezona je bila fantastična in mene je mogoče celo presenetilo, da je on prišel v Zvezdo. Jaz bi rekel, da je to za Zvezdo kar velik ulov, da so lahko podpisali takega igralca. Ne? Jaz mislim, da čim imajo taki klubi, kot sta Zvezda in Partizan, ki imajo ta stalno polne dvorane, ki so res entuzijastični, vročekrvni, strastni navijači, kjer ti tekme odigravaš v neverjetnem okolju, in če je tak klub podprt s financami, kjer ti lahko dejansko eno res dobro, se za dober denar prodaš v ta klub, jaz mislim, da je to igralcem tipa McIntyre in ostalim zelo dobrodošlo, ne vem, mogoče se motim. Mislim, da tudi klas človeške strani, da si ti del ene take organizacije oziroma da igraš pred 20.000 ljudi, to glih. Nimajo vsi igralci priložnosti in seveda tukaj mogoče greš tudi malo pod, mislim, niso to velike razlike, ampak verjetno malo popustiš tudi parceli. Ja, vse mogoče je to. Glede na to, da sem igral z njim eno sezono, pa ker ga poznam, ja, ta faktor, ki ga je Saša izpostavil, pač upam si trditi, da je tudi zaljubljen v Beograd. Če finančno vsaj pride nekam blizu tvojim željam, ne vidim razloga, zakaj ne bi igral. Pa mu je bila blizu ta regija. Vse je že bil v Beogradu, vse poznaš. Če mogoče se za trenutek vrnemo še k Olimpiji, glede na kader, ki je v bistvu za nas vse ena neznanka, na nek način, ne? Vidite mogoče koga, ki bi res lahko izskočil. Veliko se je govorilo o temu Francozu, ki so ga podpisali in če so moje informacije pravilne, naj bi ga poslali v Zagreb, ne, v Cedevito Junior, in ga je pol trener videl in rekel, ne, on bo ostal tukaj. In je zdaj v bistvu na teh spet pripravljalnih tekmah, ki so neko merilo, ampak pravo merilo pa sigurno ne. A je to nekaj, pa ne govorim zdaj, da je on novi Wembanyama, ampak človek, ki mogoče lahko preseneti, pa Olimpija naredi spet enega mladinca, da ga zgradi v resnega članskega igralca. Jaz bi to vse vzel z rezervo, sliši se dobro kot zgodba. To, kar meni osebno daje neko nam rekel upanje, da nam zdaj preveč patetičen, ampak vidi se, da dejansko obstaja možnost, da to, kar je Zvezdan Mitrović govoril, ni samo floskula. On je govoril, iskali smo karakterne igralce, ki to vsako leto poslušamo, ampak ko greš gledati, od kje so te igralce se pripeljali, je to v glavnem okolje, ki ga on pozna. In pozna ga tudi novi športni direktor Cedevite Olimpije, tako da tle mi daje malo nekega entuzijazma, da so resnično vedeli, koga so pripeljali. Jaz ne vem, zakaj si Francoza, mogoče, ja, na dolgi rok sigurno je talentiran, ampak mislim, da še ne bo relevanten to sezono, da je super, da je zraven, pa da napreduje, sigurno pa lahko, da je projekt, ki bo prinesel neke sadove. Pa spet se vračamo v bistvu, Saša, k tej debati, ne? Imamo mlade igralce, imamo enega Gregorja Glasa, naprimer, ki se ga, rečemo temu, da se ga čaka iz sezone v sezono. Kdaj se pol takim igralcem da priložnost? V eni Cedeviti Olimpiji, za katero ti vedno rečeš, pa se s tabo zelo strinjam, ki išče rezultat oziroma mora igrati na rezultat, ne? Dobro, jaz, kar se tiče Glasa, saj to je moje mišljenje, jaz mislim, da je on naredil kar nekaj napak v svoji karieri z izbiro klubov, s tem enostavno, ampak za Gregor Glas je letnik 2001, če se je slabo, to je že 23 let staro. Včasih si bil ti z 18 leti, a igraš ali pa ne igraš, če ne, dobro, to se zdaj premaknila ta maja.
Dejstvo po pa eni je, se je premaknilo naprej, po drugi strani se pa kdaj tudi nazaj. Jaz mislim, da takrat, ko trener začuti, da mu lahko da priložnost, pa ko si igral zasluž, takrat mu daš priložnost. Je pa res, da imaš ti ene trenerje, ki mladih ne upoštevajo, imaš drugače trenerje, ki bi radi mladi, tako da tukaj pri teh mladih predvsem na svet gledati, mogoče v kjer klub greš, moraš iti v klub, ker boš verjetno dobil možnost, da igraš. Lahko si ti super zvezdnik, pa če prideš k trenerju, ki enostavno ti ne zaupa, ti te priložnosti ne boš nikoli dobil. Za Francoza dejstvo je spet, to sem jaz tu slišal to zgodbo, da ko ga je Mitrović videl, je rekel, ne, enostavno tudi z mladinci, ne, samo s člani treningi, to je meni čisto okej, zdaj, a bo dobil priložnost, to bomo videli, dejstvo pa je, da material je, ne, zdaj, a bo to izkoristil, ko bo dobil priložnost, se bo izkoristil, bomo videli, to je vse stvar časa, zdaj, če bo izkoristil, bo verjetno dobil še več priložnosti, če pa je ne bo izkoristil, pa Zvezdan Mitrović, ne vem, če si lahko prvož, da zgubi 2-3 tekme zaradi njegovega promoviranja oziroma forsiranja, tako bom rekel. Kaj mi torej želimo od Olimpije? To je eno vprašanje, ki se v bistvu si ga jaz večkrat, ker govorimo, ok, Olimpija mora rezultat, je slaba sezona, nismo zadovoljni, ne? Evo, jaz bi tako rekel, prvo vse te pripravljanja tega, kar se vidi, mene je bilo zelo všeč, da igrajo, začel so igrati zelo agresivno obrambo, pa zelo hitro tranzicijo, mislim, košarka, kar smo gledali, je bila gledljiva. In če bo v takem, če bo tako nadaljevali, če bo vsako tekmo tako igrali, verjamem, da bo tudi folk prišel, da bo gledal te tekme, da bo užival v košarki. In seveda, če boš ti tako igral, boš tudi dobival tekme, to je dejstvo. Če boš pa igral šah, šeh, šuh, pa ne vem, pa kriv mi je kriv mi je ta, alibi variante, sam, kolikor jaz saj vem, za Zvezdana Mitrovića to ni trener. In mislim, da je tole ena velika ukrepitev, da so ga letos jaz. Želani je probal Zoki Martić je naredil, sicer eno malo spremembo, ampak enostavno mislim, da kapaciteta une ekipe, ki jo on prevzel, ni bilo, on je mislim, da potegnil iz tiste ekipe 150%, če smo upošteni. Mislim, on je tudi dobil ekipo, ki je po 14 dneh zapustil najboljši igralec. Od samega štarta vemo to, kar si tudi rekel, letos so se prej dobili, prej so se stavili ekipo lani, je bilo to vse v zadnjem momentu, skozi je bilo neki, ne vem, problemi tam. Problemi so posod. Sam jaz za letos za Olimpijo nisem slišal, da ima probleme. Enostavno tudi, če so jih skrili, delali so, tih so bili in jaz mislim, da bo imel kar dober rezultat letos. Zdaj, na tej točki verjamem, da nas vse zanima mogoče definicija taktike šah, šeh, šuh. A dobro, to so tako rekel, šah, šeh, šuh. Ja, skozi so neki izgovori bili. Skozi so bili ne vem, izjave za javnost so bile takšne in drugačne, te alibi, to danes v bilo kjer v športu, ne samo košarki, te alibi variante grejo lahko mogoče enkrat ali pa dvakrat čez, ne pa skozi ponavljati eno in isto, pa potrpežljivost, pa ne vem, kva še vse. Tako da, to je ta šeh, šah, šuh, kva se že. Vse, kar je povedal, ima težo in je res. Govorili smo o Megi, ne, pa razvoju mladih igralcev. Pa dotaknili smo se tudi Slovenske lige, ki se rekel, je super za razvoj mlajših generacij. Ja, te dve stvari ne moš primerjati. Ne. Se strinjam. Zato vprašanje, ne, a bi mi v Sloveniji rabili en tak razvojni projekt, ki je načrtno razvojni projekt? Ne. Lej, v teoriji je to vse lepo. Se pravi, najlažje je sedeti v kavču pa govoriti, aha, mi bi rabili to, kaj je taka kompleksna malo situacija. Enostavno, evo, jaz delujem v klubu, najdeti trenerja za mladinski pogon je danes v Sloveniji spektakl. Govorimo zdaj o dobrem, o enem trenerju, ki bo zraven tudi mentor, ki bo zraven nek, ne vem, starš, profesor, da ga uči, da ga usmerja tudi v življenju. Tega danes enostavno ne moreš dobiti. Evo, iskreno, vsi bi radi, tudi trenerji, ko končajo, ne vem, trenerske izpite, oni bi vsi radi tako članske ekipe, preskakujemo neke stvari, interese za mladinskih pogonov ga ni več. Po drugi strani tudi bazen teh mladih fantov ni več tako, kot je bil mogoče pred 20 leti. Vemo sami, da danes v reprezentanci naturaliziramo visoke igralce, ker nimamo visokih igralcev. Včasih to ni bil noben problem. Si imel same gigantov, smo imeli mislim centrov, smo imeli kakor hočeš in štirk. Letos je to malo večji problem. Mislim letos, v zadnjem času. Tako da
Tukaj mogoče treba neko politiko, vse skupaj, mogoče, ne vem, seveda vse je spet povezano s financami. Mogoče za mladinske pogone treba je dobiti tudi neke sponzorje, denarje, da lahko tem mladinskim, kadetskim, pionirskim trenerjem dajemo večje plače, ker fante, da delajo za 300-400 evrov, pa da ti vsak dan v dvorani, to je že preteklost. Mislim, se to tudi iluzija pričakovati, da bo nekdo za... Ampak v takih okvirih se dela v slovenskih klubih, to hočem reči. Tako da, glede na to, koliko se vlaga zdaj govorimo o košarki, koliko se vlaga v košarki, koliko denarja se vlaga v košarko, mi smo svetovno čudo. Jaz bi se strinjal. Predvsem pa to, zdaj, kako je rekel Dani, primerjati za neko mego z kakršnim klubom v Sloveniji, oziroma da bi se kdo lotil tega projekta, tudi mega, ki ima takšen bazen, takšnega agenta za sabo, je rabila 15 do 20 let, da je prišla do nivoja, kjer je trenutno. In to je en ogromen proces, kot je Saša rekel, najde trenerje kvalitetne. To je treba iz leta v leto nadgrajevati, imeti finančno podkrepitev odzadaj, hraniti take ljudi, ker ne vem, so zadnji trener nekega kadetskega mladinskega pogona, kako je rekel, ti si njegov pedagog, starš, ti njega moraš učiti ne samo o košarki, o življenju. To je celoten projekt. Ne vem, vse zadnje on imel priložnost pogledati, kako to poteka pri Madridu. To ni, da se sam sestav najbolj talentirane fante, skupaj mi imamo denar, pa zdaj bo paratala cela generacija. Ne. To so zelo kompleksne stvari in ekosistemi, ki pri nas trenutno ni finančne podpore, niti logistične, da bi kaj tazga speljali. Je pa treba nekje začeti in jaz upam, da recimo projekt Ilirija, ki je še zelo svež mlad, da bo to z leti seveda lahko postal blizu nečemu takemu. Sej, to je dejstvo, ne? Vse, kar je bilo povedano, je čista resnica, ne? Ampak še skozi se pa poraja pol vprašanje, kaj narediti, ne? Da bomo mi razvili mlade igralce. Ja, se pravi, to mogoče ta slovenska liga ni premočna, ni pa prešvok za te mlade fante, seveda, spet pravi, tisti, ki si zaslužijo, to ne pomeni zdaj, če si ti star 17 let, da moraš igrati. To nikjer ne piše. Če se pa vidi, da kakšno perspektivam, pa da rad dela, pa da ima rad košarko, pa da hoče, absolutno je slovenska liga idealna, da se mu da priložnost, ker na koncu prej mu probaš dati priložnost, saj mi probamo na Iliriji tako, mi imamo tam 2-5, 2-6, 2-7 letniki. Ta 2-7 letnik, on ima še 4 leta časa do članske, tudi ta prehod pol iz mladinskega v člansko kategorijo mu ni prevelik šok, on je že navajen na to člansko košarko. Zdaj, koliko časa bomo zdržali, bomo videli, ampak nekako probamo v tej smeri delati. Je pa res, da pravim, nismo mi edini klub v Sloveniji. Imaš ti klele v prvi ligi, imaš 10 klubov. Zdaj, koliko dajo priložnost mladim, koliko se ne daje, to pa mislim, da bo bolj neka statistika. Mogoče lahko pogledate, ali ti pogledaj lansko leto statistiko, da vidiš, koliko je bilo teh mladih, da rečem mladincev ali pa kadetov, ki igrajo sploh v prvi slovenski ligi. Ja. Dobro. Dajmo še mogoče besede ali dve se vrniti v ABA ligo. A vidimo mogoče hrvaške klube z vsaj pol koraka napredka v primerjavi z lansko sezono? Jaz sem sicer slišal, da je Split dobil nekega... Split je edini klub, ki pa ne samo v košarki, ampak v bistvu v celotni privat športni sferi Hrvaške je Splitu uspelo poplačati dolgove. To ni mala stvar. Poleg tega mislim, da so se okrepili z enimi zelo fajn fanti, vrnil se je nek Toni Katič recimo, ki ima zdaj 10 let tujine za sabo, pa je začel tam. Ti novi Američani tudi hvalijo, zdaj zaenkrat v Splitu publika hodi na tekmo. Tako da jaz od Splita pričakujem, da se bo v letošnji sezoni mogoče celo boril za playoff. Lani vemo, da jim je zmanjkal en dober polčas. Ja. In to v državnem prvenstvu in v ABA ligi. V državnem prvenstvu so izgubili proti Zadru. Na zadnji tekmi govorijo veliko te trofeje, ki nimajo že 20 let, na zadnje so jo osvojili z Dovcem pa z Radžo. Tako da je Split, ja. Zadar, vprašanje, Božiča ni več, to bo tudi ena stvar, ki mene zanima, kako bo zdaj ta Zadar funkcioniral brez tega svojega triple-double mašine. Cibona je pa vedno neznanka, jaz osebno je ne uvrščam, mogoče bo celo zadnja.
Ker lani, na primer, smo se pogovarjali o hrvaških klubih, da so v krizi, da ne vemo, če bodo speljali celo sezono ali kjer vmes odpada in tako naprej. Ja, se stvari malo popravljajo. Pa so pa v bistvu med sezono so pa vsi kazali boljšo igro, boljše predstave, tudi imeli boljše rezultate, kot pa smo pričakovali. To je ena svetlih točk lanske sezone. Ne? Ti si imel klube, ki so na robu propada, ampak jih vidiš, da se borijo, da poskušajo, da s svojim omejenim kadrom nekaj poskušajo narediti, pa si imel nek Zadar, ki je bila totalno atipična ekipa iz samih približno enako visokih posameznikov. Tako da se je prevzemalo. Ja, se so res. Mislim, v bistvu vsakič, ko je tudi, ali so igrali s Krko, igrali z Olimpijo, vedno smo poslušali iste stvari. Ne? Pač grozna ekipa za match-upe. Ne veš niti, kako točno bi jih napadel, oziroma oni igrajo v nek svoj stil igre, ko se igra 40 minut in zdaj preživiš ali pa ne. Ja. No, čeprav letos pa bolj dvom, to, kar si rekel Split, verjetno bo prišel play-off, ostalo pa čeprav Zadar je košarkarsko mesto, Zadar je vedno najdel kakšnega underdoga, ki je pripeljal, mene to zanima. Zdaj Lakića se zgubil, Lakić je šel v Partizan, tako da to je velik primanjkljaj. Plus Božič, to sta zdaj kosti ekipe, govorimo. Ampak bomo videli. Pa na koncu igrati skozi v Jazelah, tam je 10.000 folka, če bojo dobro začeli. Ja, to je res. Mislim, atmosfera je lahko v teh dalmatinskih okoljih norišnica. In tudi pol je lažje igrati, pa mogoče koga premagati, ali pa te neke ključne zmage dosež, da se ne boriš, da nisi v uniconi izpada, dajmo reči. Vsako sezono imajo eno tekmo več, ali pa dve polno dvorano, pa neke, rekel, take malo res orang tekme. Tako da iz tega smisla je to napredek. Pričemer moramo izhajati iz izhodišča, da ima hrvaška klubska košarka še bistveno večje težave, kot jih ima slovenska. Tako da jaz jim želim veliko sreče in upam, da bojo konkurenčni. Ker tudi za ABA ligo mislim, da je pomembno, da je, če že ne z nekega igralskega vidika ali pa konkurenčnosti ekipe po kadru, na papirju, da se igra vsaj privlačna košarka za lokalno okolje in da ljudje to prepoznajo in nagradijo z obiskom in neko dobro atmosfero, ekipo, ki igra, ne vem, se pravi, ima 4 domače tekme, Olimpija, Partizan, Zvezda, Budućnost pa Dubaj, ne? Da je vsaj polno na teh 5. Ne? In če ti na večini tekem ABA lige ustvariš tako vzdušje, se mi zdi, da je cela liga kar naenkrat bolj zanimiva, bolj gledljiva, bolj atraktivna. Ja, s tem, da se okolja med sabo razlikujejo, ne, naše je specifično, mi lahko govorimo o atraktivni košarki, pa ne vem kaj, če ne bojo tle zmage, slovenska publika ne hodi na tekme zaradi tekem, ampak hodi zaradi uspehov. Tega ne rečem zato, da bi se komukoli smejal ali pa bil žaljiv, ampak to pač tako je. Sej, to je pač realnost, to je tudi kar nekaj, kar se vsako leto naučimo. To, kar smo midva videla na tekmah v zadnjih letih, je, da si na trenutek dobil občutek, da tudi po nekih, bi rekel, na pol atraktivnih nasprotnikih še vedno 2000 ljudi pride, recimo, ne. To je že neka dobra osnova, ne. Ampak brez zmagovanja, jaz mislim, da recepta pri nas ni in to bi jaz sam dodal prej, ker sta ona to zelo lepo povedala, ne, te razvojni projekti, fantje, ki se kalijo ali pri tepu, Iliriji ali pač kjerkoli, to ni recept, ki velja za Olimpijo. Olimpija mora zmagovati, Olimpija mora biti 2., 3. v Jadranski ligi, dobiti 5-6 tekem v Evropskem pokalu, potem bomo videli, da se polnijo tribune, sicer se ne bojo. In kako polne tribune pričakujemo letos v Stožicah in Novem mestu? 30% več. Mene je malo šokiral tale prijateljski turnir, zdaj ne vem, kaj je bilo posledic tega, da igraš ti proti evropskemu prvaku, pa da ti pride 500 ljudi v Tivoli, to mi je bilo malo sem bil razočaran, moram priznati. Ampak mogoče je to posledica še vse to, kar si ti govoril, konc sezone je bilo, malo je bilo razočaranja, levo desno, ampak mislim, da vse je letos druga zgodba in to verjamem tudi, če bo Olimpija štartala dobro v Eurocupu in v ABA ligi, če se bojo, mislim, se že prvo kolo tukaj Olimpija enostavno mora dobiti FNP, verjamem, da bo tudi več ljudi. Novo mesto? To pa še težje. Čeprav jaz
tudi za Novo mesto bi rekel, mogoče če je bilo lani to, kar si rekel, premalo tega naboja tekmovalnega, jaz mislim, da ga bo letos več. In verjamem, da to tudi znajo ljudje prepoznati in verjamem, da bo tudi v Novem mestu to bi bila ena najboljših novic letos v, bomo rekli, kar za Jadransko ligo. Če Krka dobi nazaj navijače oziroma neko malo bolj 1-2-3 zmage morajo biti tako malo bolj odmevne in to bo se hitro nafilo. A imate posameznika v Ligi ABA, ki se ga najbolj veselite gledati, spremljati letos? Pa da ni iz Olimpije. Mislim, lahko je iz kjerkoli kluba. Jaz hočem Prepeliča gledati. Jaz sem navdušen nad Prepeličevo transformacijo v playmakerja. To, kar je lani v Olimpiji na unih parih tekmah pokazal, ki je imel tako daleč največje povprečje asistenc na tekmo. Kljub pač napakam, ki se seveda tle zgodijo. Vidim tudi, da na uvodnih parih tekmah pred Dubajo je že takoj prvi asistent, tako da jaz bom Prepeliča gledal. Dobro. Mirko, imaš svojega favorita? Prav med igralci, mene prav zanima, kako bo Bertans gledal. Sprav nimam favorita, kdo me bo najbolj naduševal, ker jih je toliko enih igralcev, ki so mi zanimivi. Ampak me zanima, kako bo to zdaj izgledalo v ABA ligi. Ta prenos čez lužo sem toliko specifično ligo nazaj se v bistvu bo, ampak zdaj me zanima, kako zdaj to... Ker se mi zdi, da je zdaj tudi drugačen igralec, ki pa je bil... Sigurno, tam je bil samo spread four, ki... Pazi, njega so opisovali, zdaj sem se prav nasmejal, zdaj, ko so ga pripeljali v Dubaj in je šla ta zgodba, kako so pripeljali nekoga, ki ni samo gre v klopi v Ligi NBA, ampak je tudi redno igral, ne? Ampak, mislim, on je redno igral enkrat, ki je bil v Charlotti, ne? Pa v Mr. Washington? Ja, v Washingtonu je bilo že malo tako, no. Tam je podpisal 65 milijonov, za 3 leta so se vsi za glavo držali, ne? Redni te podcasti tam, ki rangirajo najslabše pogodbe v ligi, je bil Davis Bertans na prvem mestu 3-4 leta zapored, ne? Tako da jaz se ne strinjam, da je to zdaj prišel nek as iz NBA, ampak absolutno je pa to neko veliko košarkarsko ime in se ne bi mogel bolj strinjati s tabo. Mene živo zanima, kako bo on in kakšno vlogo bo zavzel in na kakšen način v bistvu Golemac na njega računa. Jaz bom tako rekel, za individualno posameznika ne bi, košarka vsem kolektivni šport. Mene res zanima, kako se bo igrala košarka, na kakšen način. Želim si, da ne bi bilo v njih imela svojih dani lani kar neki tistih dolgočasnih tekem, ker sploh ne veš, kva govoriš. Enostavno bi rad, da se ta nivo basketa, kljub temu, da je ABA liga že zrasla, da in verjamem, da tudi bo s Spartakom in z Dubajem, mislim, da tudi z vsemi okrepitvami, ki so prišle v ABA ligo, da se bo ta košarka dvigala še za eno stopnico više, tako da jaz sedim, kar se želim gledati dobre košarke. Kot vedno je Sale postregel z najboljšim možnim zaključkom in napovedjo. Sem da bo rekel, da je Tibor Mirtič v Krki. Dobro, to me že zanima, zaradi drugih stvari me zanima Tibor Mirtič in vsi te slovenski reprezentanti, ki bojo, absolutno bojo bolj drugogledam pri meni, ampak kot pravim, bolj me zanima kvaliteta kompletne lige, organizacija, vse, kar bo letošnja sezona oziroma s prihodom Dubaja, to prenesem in verjamem, da bo dobro. Prav, hoče, da je čim manj ših, šah, šuha. Točno to. Čim manj ših, šah, šuha, čim več atraktivnosti in dobrega basketa. Šah, šuh. Šah, šeh, šuh. Če bi igral šah, bi vedel, o čem govorimo. Imamo pa tudi naslov te epizode, mislim, da zagotovo. Fanti, hvala lepa in verjamem, da se slišimo in vidimo spet kmalu. Hvala tebi. Hvala.